Moram povedati, da vselej, ko smo na slovesnostih ob vračajočih se kontingentih iz mednarodnih operacij in ob odhajajočih kontingentih, se zavem, da stojimo pred ali ob najbolj prekaljenih borcih Slovenske vojske. Tisti, ki se vračate, se seveda vračate, vem, utrujeni, vendar polni spoznanj, polni izkušenj in polni neverjetnega razuma, ki ste ga pokazali v času, ko ste opravljali svoje naloge. Tisti, ki odhajate, ste utrujeni od čakanja. In sicer od čakanja na odhod, ki pomeni za vas izziv, srečanje z novim, z novo operacijo, z novo izkušnjo v življenju, ampak prav tako ste tudi vi sedaj polni znanja, polni urjenja in seveda tudi izkušenj, ki jih želite uporabiti, ko boste na mednarodni operaciji. Torej, dejansko je danes poseben dan, ne samo zato, ker se je zunaj vreme skalilo in se zdi, da začenjamo nov čas, tudi vremensko, ampak danes je poseben dan zato, ker imamo priložnost imeti pred seboj in ob sebi vas, dragi pripadniki in pripadnice kontingentov, ki ste v tem trenutku prav gotovo naš najboljši del Slovenske vojske. Ko gledamo vašo pripadnost različnim kontingentom in ko smo poslušali poveljnika sil, ne moremo mimo spoznanja, da pravzaprav že dolgo odhajate in se že dolgo vračate z misij. V bistvu imamo danes vas postrojene pred sabo ljudi, ki nas predstavljate v 3 največjih mednarodnih misijah v zadnjih 20 letih. In te misije že zelo dolgo let trajajo. Vsi skupaj, tisti, ki ste prišli domov in tisti, ki odhajate, vsi skupaj veste, da je pri vaših nalogah treba uporabiti veliko preudarnosti, veliko znanja, ki ga imate, veliko izkušenj, veliko izurjenosti. Toda prosim, uporabljajte vselej tudi razum in previdnost in uporabljajte vedno vse svoje znanje in zavest o okolju, v katerega prihajate. Smo v vojašnici Franca Rozmana Staneta, ki je bil eden najbolj znanih, legendarnih borcev narodno-osvobodilnega boja. Toda bil je tudi udeleženec španske državljanske vojne. In iz zgodovine NOB-ja vemo, da so za najboljše, za najbolj klene borce veljali tisti, ki so imeli izkušnje iz španske državljanske vojne. Želeli smo to dejstvo, to zavedanje iz naše zgodovine, da se prav na mednarodnih misijah, tudi takšnih, kakršna je bila za naše španske borce, kakršna je bila udeležba v španski državljanski vojni, da se ta tradicija in ta spomin prenaša tudi v sodobnost tako, da tiste poveljnike kontingentov Slovenske vojske, ki vodijo svoje vojake in vojakinje v mednarodnih operacijah in misijah in veljajo za najboljše poveljnike, posebej nagradimo. Nagradimo z novim priznanjem, ki se imenuje medalja Franca Rozmana Staneta. Ta medalja je nastala na podlagi pobude Zveze združenj borcev narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Zato sem vesela, da je danes z nami general Kocjan, ki velja za enega od pobudnikov tega priznanja in skupaj z generalom Ivanom Dolničarjem sta pravzaprav pripomogla k temu, da smo njihovo idejo posvojili tudi v naših vrstah in za vas, spoštovani poveljniki kontingentov, in prav za vas namenili to novo slovensko obrambno in vojaško priznanje. Kjerkoli boste in kjerkoli bomo, vedite, da smo skupaj. Srečno!